Dober dan. Danes se bomo pogovarjali o optimizaciji nivojev testosterona s pomočjo enega zimzelenega grma, ki prihaja iz Azije. Predvsem zaradi tega, ker je popularni dement v mojih DMs-ih, oziroma predvsem popularno je tudi zdaj na social media vedno bolj, da se to promira kot nekaj najboljšega za dvig testosterona. Danes bomo pogledali načeloma vse, oziroma večino kvalitetnih raziskav, ko se tiče te teme, pa bomo videli, a pač res lahko spodbuja testosteron pri mladih moških, ali lahko spodbuja testosteron pri starejših moških, pri ženskah, kak ima vpliv nasploh na ljudi. Ok, zdaj tako sem že rekel, Tongkat Ali je en zimzelen visok grmiček. Uporablja se že par tisoč let, bolj kot ne itak v Aziji, predvsem se pa promovira kot za zdravo spolnost, oziroma za boljši libido, za povišanje libida, ali pa če ima pač kdo težave s tem, da kao to pozdravi. Mislim, da se izvlečki najbolj pridobivajo bolj kot ne iz onih njegovih razvejanih korenin, ima pa cela rastlina itak vsebnost, ampak največ je v koreninah tega pač ekstrakta. Zagon je dobil, oziroma zanimiv je postal za raziskovalce takrat, ko se je v parih študijah kvalitetnih, sicer na živalih, pokazal signifikanten učinek na spolne hormone pri teh živalih, in to pri različnih živalih, ne samo pri glodavcih. Tam je dobil zagon in tam se je pol začelo gledati, če lahko na ljudeh ima isti učinek. Predvsem se pa špekulira, oziroma zdaj je že kar dokaj znano, da so za to krivi eni peptidi. Peptidi so samo pač aminokisline povezane skupaj v določene oblike in različno število aminokislin. Ti peptidi, ko so pa tule noter zdaj postali pač, oziroma so verjetno vzrok za njegovo delovanje, se pa imenujejo euripeptidi. Zdaj točni mehanizmi še niso znani, bomo tudi v nadaljevanju govorili, dva ali trije so, ko so dejansko najbolj realni. Po mojem mnenju zaradi tega, ker je še premalo študij, ko je pač opazovalo pač mehanistično delovanje, se pa špekulira, da naj bi bilo največ povezave s tem, da poviša prosti testosteron v telesu, in prosti testosteron je testosteron, ko je pomemben, zaradi vezave njega na protein, ki se imenuje globulin, za povezavo s spolnim hormonom. Ok, zdaj bomo šli kar na študije, zato da bo čim prej šlo vse to skozi, tako je kar ene par študij. Prva študija je bila randomizirana študija s placebom, ki je trajala 4 tedne. Bila je na ljudeh, ne na živalih. Imeli so oba dva spola, imeli so 32 moških in 31 žensk, teda tule je bilo kar lepa razporeditev po spolih. Trajanje, tako sem že rekel, je bilo 4 tedne in je bilo izbrano zaradi akutnih in kroničnih stresorjev. Pač hoteli so narediti na tak način, da so izbrali zdaj vsaj neko trajanje, ki bi lahko izločilo vsaj malo nihanje kroničnega pa akutnega stresa. Zaradi tega, ker akutni stres bo bo spremenil nivoje raznih hormonov, tako je naprimer kortizol, in pol bo zaradi tega se spremenil nivo testosterona. In zdaj oni so hoteli narediti minimalno neko kvalitetno študijo na ljudeh, ki bo vzela upoštev, da to nihanje se tudi pol pokaže pač v statistični analizi, oziroma nima samo to nihanje vpliv na signifikanco rezultatov. Zdaj, na začetku, v tednu nič, so pri vseh spostavili baseline v počutju in v hormonskem profilu. Zdaj, zato so uporabljali vprašalnike, ki so ustaljeni in se uporabljajo pač v zdravstvu za identifikacijo pač teh težav, ko so jih identificirali, plus da so hormone gledali tudi iz sline. Gledali so jih večkrat, ko se meri, se pravi, kortizol niso merili samo zjutraj, merili so ga zjutraj, merili so ga v kontekstu, merili so ga na vsake 3 ure. Teda tudi to, če je bilo iz sline vzeto, je bilo kvalitetno vzeto. To so bili tudi pol primarni rezultati. Gledali so pa še jetrno encimsko ravnovesje in so upoštevali to kot sekundarni rezultat. Pregledali so tudi procent maščobne in mišične mase in telesno težo s tanito, to je električna bipedanca. Zdaj, prva stvar, maščobna masa pa mišična masa bosta imele tudi vpliv na nivoje določenih hormonov, teda to je super, da so gledali. Je pa zdaj tako, da ko so gledali s tanito, se pravi z električno bipedanco, je to malo manj natančna stvar, ampak je potrebno poudariti, da če imaš stvar, ko ni tako natančna, se pravi, rečemo, tanita ima tam 15% napako, je važno, da tisto stvar uporabljaš po istih principih, isti čas,
pri pač študiji. Se pravi, tudi če se ta nita laže za 15% oziroma moti za 15%, bo napaka skozi 15%, če boš ti vsak dan meril in boš lahko tisto ukorporiral v statistično analizo in boš na koncu dobil realne rezultate, sicer bojo manj natančni, ampak bojo realni rezultati. Tako da, tudi to, da je mogoče ta nita ni glih zdaj optimalna za merjenje maščobne pa mišične mase, če uporabljaš skozi ta nito, načeloma rezultati so kar ok. Zdaj pa počutje so pa ocenjevali tudi še dodatno z vprašalnikom, ki nosi kratico POMS in je bolj vprašalnik za atlete, isto profesionalne tudi kot rekreativne, hormone kot sta pa kortizol in pa prosti testosteron so merili pa 3-krat dnevno. Suplementirali so pa z 200 mg Tongat Alija dnevno, v vse skupine, razen seveda placebo. Študijo so končali vsi, razen ene posameznice, ki pa se ni javila na follow-up, tako da v bistvu ni bilo nič nasploh z suplementacijo načeloma narobe, ampak očitno ona ni bila dosti resna, da bi se še na zadnji follow-up javila. Teda to je malo škoda, ampak je bila pa samo ena, teda tudi ne bo spremenilo toliko rezultatov. Zdaj, kaj se je pokazalo? Prvi rezultati, ko so bile ocene za utrujenost, za vigor in pa ocena pač subjektivnega počutja oziroma občutka depresije, depresivnih simptomov. Tu se rezultati med skupinama niso signifikantno razlikovali, se pravi med skupinama placebo in skupinama, ki so jemali Tongat Ali 200 mg. Je pa prišlo do znižanj v obeh skupinah, v vseh ocenah, naprimer za depresijo, vigor se je izboljšal, utrujenost se je tudi izboljšala, se pravi, so se spremenile ocene, ampak niso bile signifikantne. Pokazala se je sicer ena signifikantna razlika v vplivu na napetost, se pravi, oni pojmenujejo kot tension, nasploh psihična napetost, tu se je pokazala signifikantna razlika, ki pa je bila močnejša v skupini, ki je imela Tongat Ali. Predvsem v nižanju občutka jeze, imeli so pa tudi v skupini, kjer so imeli Tongat Ali, se je zmanjšala zmedenost, tudi pač po vprašalniku. Tako da očitno ima malo neki vpliv na subjektivne občutke, ker je bila signifikantna razlika med skupinama. Ok, zdaj pa gremo malo manj na subjektivne ocene, pa gremo na bolj objektivne ocene, kjer so pač pregledovali polmarkerje iz krvi pa iz sline. Tu pa se je pokazala signifikantna razlika med skupinama v količini kortizola čez dan, se pravi, izpostavljenost kortizolu čez dan se je v skupini s Tongat Ali zmanjšala in to za 16%. Največja razlika pa se je opazila v prirastku testosterona v slini in sicer v skupini z Tongat Ali je bila signifikantno višja in to za 37% od baselina, ki so ga pač merili na začetku. V skupini placebo pa razlika med prej in zdaj pač po 4 tednih ni bila signifikantna. Bolj, če koga zanimajo številke, testosteron se je iz 300 približno povprečje dvignil na 500+, pri placebo skupini pa se je dvignil iz 260 na cca 330. Bodo tule zdaj gre tudi slike, če hoče kdo malo natančno videti, ampak vidi se, da pri placebo se sicer je zvišala, ampak to ni bilo signifikantno, pri skupini s Tongat Alijem pa se je zvišala skoraj za 2-krat. Pokazalo se je tudi, da se je popravilo samo razmerje med nihanjem oziroma nasploh v izpostavljenosti kortizola in testosterona, ampak signifikantno samo v skupini, ki je prejemala Tongat Ali. Ok, kaj lahko zdaj iz te študije zaključimo? Glede na to, da so to delali na populaciji, to ne vem, če sem prej povedal, to so delali na populaciji, ki je imela subjektivne občutke stresa višje od povprečja. Tu se je pokazalo, da suplementacija dnevno z 200 mg Tongat Ali ekstrakta, ekstrakt je bil 100:1, pri ljudeh, ki imajo povišane nivoje stresa, percepcijo povišano za stres, se je znižal, oziroma ne samo, da se je znižala percepcija stresa, dejansko so se izboljšali tudi nivoji kortizola in testosterona. V 4 tednih pri suplementaciji 200 mg na dan. Zdaj, seveda je potrebno tudi dodati, da večina raziskave je temeljila bolj na subjektivnem poročanju in je tudi res, da se je spremenilo 3 od 6 parametrov signifikantno, ampak so pa to subjektivne ocene. Res je, da so se med skupinama razlikovali, tudi placebo smo tule izključili, sam še vseeno je potrebno povedati, da so to bolj subjektivni rezultati, je pa res še enkrat, da se je tudi po objektivnih meritvah, se pravi iz sline,
pa mogoče ne najboljših meritlah, pač glede na to, da smo imeli tudi Tanito prej za telesno konstitucijo, se je pokazala razlika. Tako da moje mnenje je, da ta študija kaže, da lahko ima Tongkat Ali nek potencial pri bolj stresirani populaciji. Ok, gremo na drugo študijo. Ta študija je pa meni že bolj všeč. Imamo 12-tedensko randomizirano dvojno slepo študijo, ki je pregledovala isto vpliv suplementacije Tongkat Alija, tokrat 300 mg dnevno na populacijo moških, starih med 33 in 55 let. Vsi so bili poročeni, načeloma zdravi, glede na to pač, da niso imeli zdaj nekih zdravil, pa nekih kroničnih stanj, so bili pa vključeni tudi posamezniki, ki so imeli kronične bolezni, naprimer diabetes ali pa hipertenzija, ampak so bila ta stanja ocenjena kot da so čist dobro nadzorovana, se pravi z raznimi zdravili. V študiji so pregledovali predvsem markerje krvi, kar so bili primarni rezultati, in pa kak bo vpliv na te markerje v krvi imela suplementacija z 300 mg Tongkat Alija dnevno. Na začetku so vzpostavili zdaj baseline vrednosti, markerje, za prvi pa drug teden, pol so pa še 3-krat prišli na obisk, da so dali kri, pa pogovoriti, če vse štima, glede študije, če je kaj težko, če jim povzroča kakršnekoli težave, in potem še 2 tedna po študiji prek telefona ali pa face to face na zadnjo analizo. Če zdaj pač kako so hoteli, ali so prek telefona ali face to face, to ni bilo pač zdaj določeno, kakor so hoteli subjekti. Zdaj tu so pa naredili tako, da so suplementirali 150 mg Tongkat Alija ali placebo 2-krat dnevno pri kosilih oziroma po kosilu in po večerji. Zdaj, dodatno so poleg krvnih markerjev kot sekundarno analizo opazovali še subjektivno počutje, uporabljali so pa vprašalnik, ki se imenuje SF63, je pa Quality of Life vprašalnik, in indeks erektilne disfunkcije je tudi vprašalnik. Se pravi, vprašalnik za indeks erektilne disfunkcije in SF36 vprašalnik. Imeli so pa 109 posameznikov, ki so jih porazdelili v 2 randomizirani skupini, med skupinama pa ni prihajalo do signifikantnih razlik v parametrih in sta bile dejansko dokaj homogene, kar je super. To iščemo, pa tudi vzorc je bil več kot 100, tudi to je super iz vidika moči pol samih rezultatov. Ok, rezultati študije. Zdaj iz vidika splošnega počutja, se pravi subjektivni rezultati, ko so pač bili iz onih vprašalnikov, ko smo jih prej omenili, do signifikantnih razlik med skupinama ni prišlo. So bile neke male razlike, ampak pač niso bile dosti signifikantne, da bi bile omembe vredne, da bi pač kaj pomenile pri rezultatih. Se pa je pokazal manjši trend pri mlajših posameznikih od 30 do 45 let, ja, tako, kjer je bil učinek na počutje močnejši v skupini, ki je imela Tongkat Ali. Se pravi, se kaže nek manjši trend, ki ga je potrebno omeniti, ker tako mali spet ni bil, pri izboljšanju subjektivnih počutkov pri skupini, ki so imeli Tongkat Ali. Zdaj, iz vidika fizičnega počutja nasploh, ki je itak tudi subjektivna ocena, se rezultati med skupinama niso razlikovali signifikantno, bilo je mogoče malo razlik, ampak spet ne omembe vredne. Pogledamo vpliv na libido. Vpliv na libido pa se je kazal po 6 in po 12 tednih in je bil signifikantno močnejši vpliv v pozitivno smer v skupini, ki je imela Tongkat Ali, kjer se je želja po spolnih odnosih dvignila za 10%. Je pa zanimivo, da med skupinama samima nasploh ni prihajalo do razlik v testosteronu, tudi takrat, ko so bile skupine popravljene glede na začetni nivo testosterona, kar je ful pomembno, da ti popraviš, ker pač en pride not pa ima ful nižji baseline, kot ti pa se mu pol za malo dvigne, pa je lahko 200%, pač vedete načeloma, kako statistična analiza deluje. V glavnem, popravljeni so bili rezultati glede na baseline nivo testosterona in ni prihajalo med skupinama do signifikantnih razlik. Se pa je pokazalo signifikantno izboljšanje v samem zadovoljstvu posameznikov glede spolnih odnosov, ko pač tako bi oni to ocenili, plus v številu spolnih odnosov glede na tedenski ravni. In to za 14% v skupini, ki je imela Tongkat Ali. Ocenjevali so tudi procent maščobe, tokrat so ga ocenjevali z DEXO, ki je v bistvu zlati standard in je najbolj natančen do zdaj od vseh, ima približno 2% napako, kjer pa ni prihajalo do signifikantnih razlik. Se pa je kazal trend izgube maščobe pri posameznikom z višjim procentom maščobe v baselineu, ki so jih označili tudi kot ljudi, ki se srečujejo z debelostjo. Se pravi, je že bil tak procent maščobe, da so pač preiskovalci to označili kot debelost. In tam se je kazal trend, glede na to, da niso nič kaj druga spreminjali, načeloma, ko pa to, da so pač dodali Tongkat Ali. Tako da malo je pokazalo se
Zdaj, lahko da je že sam zaradi tega, glede na to, da so se boljš počutili, pa so namesto 2-krat na teden seksali 3-krat ali 4-krat na teden, lahko že sam zaradi tega se je mogoče kazal trend, da je bilo malo več izgube maščobe, zato ko so pač imeli več fizične aktivnosti. Da tu zdaj ni nič kaj ful posebnega. Zdaj pa pokazal se je tudi signifikanten in pozitiven vpliv na zdravje sperme, ker so tudi to gledali. Gledali so pač motilnost sperme, gledali so količino sperme, gledali so količino spermijev nasploh v spermi, se pravi, koliko imaš ti njih net v enem izlivu. Tu se je pokazalo signifikanten vpliv in pozitiven učinek v skupini, ki je imela Tongkat Ali. Predvsem pri posameznikih, ki so imeli že na začetku nižje nivoje oziroma nižjo kvaliteto sperme in to za 20%. Teda to je signifikantna razlika. Zdaj, ta študija mi je bila zanimiva, predvsem zaradi tega, ker po mojem mnenju je kvalitetna, vzorec je dosti velik, da lahko vlečemo neke malo bolj konkretne zaključke. Je pa zanimivo, naprimer, da se je pokazalo oziroma se ni pokazalo signifikantne razlike med skupinama iz vidika nivojev testosterona, so se pa pokazale signifikantne razlike med placebo skupino pa med Tongkat Ali skupino pri želji, pri nasploh številu spolnih odnosov na teden, pri zdravju sperme. Teda tu očitno se zdaj kaže, da ima nek vpliv, predvsem na subjektivno počutje, pa na to, kako imaš ti željo, pa kako imaš ti libido, ampak verjetno ne zaradi tega, ker bi imela vpliv na testosteron. Vsaj v tej študiji se ni pokazal vpliv na testosteron, ki so ga merili iz krvi. Pomalo še tretjo študijo, teda tretja mi je bila tudi všeč. Predvsem zaradi tega, ker je bila 6-mesečna, dvojno slepa in s placebom kontrolirana študija, ki je preiskovala vpliv Tongkat Ali in trening za moč na erektilno disfunkcijo in nivoje testosterona pri populaciji moških, ki se zaradi starosti srečujejo z pomanjkanjem androgenov. To je kratica ADAM in pač poimenujete to stanje pomanjkanja androgenov zaradi starosti. To imajo tudi ženske načeloma, oziroma to tudi imajo ženske in se lahko s tem srečujejo, ampak v tej študiji so imeli samo populacijo moških. Zdaj, za psihično analizo in analizo ADAM sindroma oziroma stanja so uporabili dva vprašalnika. In sicer, ko sem že prej omenil, to je IIEF vprašalnik. To je vprašalnik, ki se uporablja za oceno erektilne disfunkcije, to je kratica za njega, se pravi IIEF. Pa še drugi vprašalnik, to je bil pa vprašalnik AMS Scale, ki pa se uporablja za oceno tega ADAM sindroma oziroma stanja, se pravi pomanjkanja androgenov za starost. In je klinično priznan, to sta dva zlata standarda vprašalnika za erektilno disfunkcijo in nasploh to stanje. Zdaj pa ostale markerje, ko so pa bolj objektivni markerji, so pa merili, naprimer to so, tako je testosteron, so pa merili dejansko direktno iz seruma in so ga vedno imeli ob istem času in sicer med 7:00 in 11:00 dopoldan. Kri so vzeli na začetku, da so dobili baseline nivoje, pol pa še tekom študije, takrat pač tako so jemali, da so gledali na vsak teden, kako se spreminjajo nivoji testosterona glede na suplementacijo oziroma glede na placebo. Zdaj, ta študija je bila v tek, načeloma se je začelo vse z 233 moškimi, ampak so jih na koncu izločili 3/4, tako da je na koncu za študijo bilo pripravljenih sodelovati 45 moških, ki so jih pol razdelili v 4 skupine. In zdaj skupine so bile kontrola plus placebo, kontrola plus Tongkat Ali, trening plus placebo in trening plus Tongkat Ali. Teda to so bile vse 4 skupine, ko so jih imeli. Zdaj, skupini, ki sta izvajala tudi trening, sta imela pa načeloma na tak način nareto. 30 minut kardija, kjer se je tempo povečeval na vsake 5 minut oziroma na vsake 10 minut, zato da so pač dvigovali intenzivnost, in pol še 30 minut treninga za moč, kjer se je prav tako intenziteta stopnjevala, tako je pač to pravilno za progresijo, stopnjevala se je tudi iz tedna v teden, ne samo med tem treningom. Se pravi, so šli načeloma na pravilno progresijo. Treningi, ki sem jih pogledal skozi, pač niso bili za neki vrhunski, so bili pa čisto redi treningi za pač neko napredovanje v moči oziroma v mišični masi. Zdaj, v tej študiji so suplementirali 200 mg Tongkat Ali dnevno, vedno so pa to suplementirali po zajtrku, prav tako so naredili itak pri placebo, tam so pa uporabljali škrob. Zdaj, večina moških v študiji je bila drugače ocenjena kot zdrava nasploh. 7 od 10, se pravi približno 70%, ni imelo diagnosticirane nobene bolezni kronične, nasploh ali pa tudi drugih bolezni, 9 od 10 ni kadilo, pa 9 od 10 ni uporabljalo nobenega zdravila za kronične bolezni, pa še zadnjo, kar so gledali, je bilo pa 8 od 10 je živelo s partnerjem, kar je v bistvu tule ful pomembno, še posebej, če gledamo iz vidika libida. Ok, in zdaj, kaj so pokazali rezultati? V prvi vrsti se je pokazalo, da se je pri obeh skupinah, ki sta izvajali trening,
stanje erektilne disfunkcije signifikantno izboljšalo. Kar je sploh brez dvoma signifikanten in realen rezultat, zaradi tega, ker ko spremeniš lifestyle na to, da treniraš več, pa da treniraš pametno, ko si prej, se bo izboljšala ne samo erektilna disfunkcija, ampak nasploh tudi celotno zdravstveno stanje svojega telesa. Zdaj, odvisno zakaj do erektilne disfunkcije pride, ampak tule me rezultat nič ne preseneča. Se je pa v primeru treninga za 5% dvignalo pač stanje erektilne disfunkcije, ampak v skupini, ki pa je prejemala zraven poleg treninga še Tongkat Ali, pa se je stanje erektilne disfunkcije izboljšalo za 15%. V obeh skupinah je to pomenilo, da so prišli iz srednje močne erektilne disfunkcije do blažje erektilne disfunkcije, kar je kar velik skok in je signifikantna razlika. Pol so opazili med skupinama razliko tudi in sicer signifikantno po 6 mesecih, kjer je četrta skupina, kjer je bil združen Tongkat Ali in trening, pokazala signifikantno izboljšanje ocene erektilne disfunkcije in učinek je bil srednje močen. Se pravi, kazal se je že vmes, iz tedna v teden, pa se je pa še po 6 mesecih pokazal signifikanten učinek, ampak edino v skupini, ki je imela Tongkat Ali poleg treninga. V skupini s treningom je bil izboljšan, ampak ni signifikantno naraščal pol tudi po 6 mesecih, je bil izboljšan, ampak ne tako v skupini, ki je imela tudi Tongkat Ali. Pokazala se je tudi signifikantna in močna korelacija med nivoji izmerjenega testosterona in želje po spolnem odnosu. Pokazalo se je tudi najbolj signifikantno in edino signifikantno v četrti grupi, se pravi Tongkat Ali plus trening, se je pokazalo, da je iz meseca v mesec, vsak mesec, ko so pogledali, je želja po spolnih odnosih tudi povečala. Se pravi, tudi subjektivno se je ljudem bolj luštalo in so imeli več želje po spolnih odnosih, kar kaže, da se erektilna disfunkcija izboljšuje. Je pa potrebno spet omeniti, da so to pač itak subjektivne ocene, pa da so tudi razlike male. Vse so signifikantne, ampak so male in najbolj signifikantna je bila v skupini 4. Zdaj še ena stvar, ko je mogoče potrebno omeniti, je tudi to, kar mi je bilo zanimivo, in sicer, da se je kvaliteta samega orgazma, to je spet subjektivna ocena, ko jo vsak sam oceni, se je najbolj izboljšala v skupini, ki je samo trenirala, brez Tongkat Alija, se je pa v obeh skupinah pokazala signifikantna razlika. Ampak je bila dejansko bolj signifikantna v skupini, ki je samo trenirala. To mi je bilo pa zanimivo, zato sem tudi omenil. Ok, in zdaj kaj imamo, oziroma kaj lahko zaključimo. Zdaj, če upoštevamo tretjo in četrto skupino, kjer so bili signifikantni rezultati bolj kot ne pri četrti skupini, pa rezultati, ki niso bili vedno signifikantni v tretji skupini, se pravi trening oziroma trening plus Tongkat Ali. Pokaže se, da se izboljša vsaj 5 aspektov spolnega zdravja. In zdaj to so erektilna disfunkcija, zadovoljstvo s spolnim odnosom, želja po spolnem odnosu, funkcija orgazma in nasploh pa splošno zadovoljstvo, ki se tiče spolnega življenja moških. Zdaj, itak splošno zadovoljstvo je pol posledica vseh unih 4 izboljšanih aspektov, ampak so tudi to zraven dodali. Če primerjamo te dve skupini med sabo, pa se kaže tudi, da je verjetno za 80% vseh pozitivnih učinkov kriv sam trening in ne toliko Tongkat Ali, kar je logično. In zdaj to lahko načeloma trdim, to načeloma se mi zdi zaradi tega, ker če pogledamo se je po 4 mesecih, so se v skupini, ki je sam trenirala, in v skupini, ki pač je imela še Tongkat Ali, so se načeloma rezultati znormalizirali, pol se je pa po 6. mesecu, se pravi še 2 meseca dalje, so se malo bolj izboljšali v skupini s Tongkat Alijem. Se pravi, v prvih 4 mesecih je imelo najmočnejši vpliv na samo pač erektilno disfunkcijo, pa vse ono, kar smo prej omenili, bolj kot ne trening. In to je čist logično in se čist strinjam. Zdaj pa, če pogledamo pa testosteron, je pa moje mnenje, da lahko rečemo, da je Tongkat Ali verjetno ena izmed najboljših do zdaj sredstev, takih pač bolj naravnih, za dvig testosterona, prostega testosterona, pa nasploh hormonov, uravnavanja hormonov pri moških srednje starosti, ki se srečujejo z onimi težavami, ko smo jih omenili že prej. Zaradi tega, ker se je v študiji tule raven testosterona dvignila tudi pri skupini, ki ni trenirala in je jemala samo Tongkat Ali, in to za 43%. Kar je načeloma skladno tudi z literaturo, ki je bila objavljena do zdaj glede Tongkat Alija na ljudeh. Za primerjavo lahko damo pač skupino, ki je
trenirala in jemala Tongat Ali, je pa povišala nivoje testosterona za 48%. Se pravi, tu se zdaj lepo kaže, da ima Tongat Ali lahko signifikanten vpliv na sam testosteron. Plus, da se je v skupini, ki je pa izvajala samo trening, so se pa povišali nivoji testosterona za 30%. Tako da, spet se vidi, 30% je več kot polovica dviga nasploh testosterona, če pogledamo pol skupino, ko je še imala Tongat Ali zraven. Tako da, večji vpliv bo sicer imel trening in jaz bi seveda vedno začel s treningom, s prehrano pa s spancem, ampak tu se kaže, da Tongat Ali bi lahko pomagal moškim srednje starosti, ko se soočajo z omenjenimi težavami. In je dobro sredstvo za dvig testosterona. Zdaj pa kam je bilo še tole tudi ful zanimivo, študija je pokazala za 96% izboljšanje pri skupini 2 v vprašalniku IEF, ko je pač ocenjuje erektilno disfunkcijo, pri skupini 2, ki je imela samo Tongat Ali. Po 4 mesecih je manja. Zdaj, rezultat je bil signifikanten, seveda, isto kot tudi 50% se je izboljšala tudi funkcija, oziroma se je izboljšala tudi sama funkcija orgazma. Tako da, tudi skupina, ki ni trenirala in je imela samo Tongat Ali, je imela signifikantno izboljšanje v subjektivnem počutju iz vidika pač erektilne disfunkcije. Zdaj tule zraven bom priložil še mehanizem, pa tudi link bom odspod zalepil, ki so ga v tej študiji navedli in se mi zdi dokaj verjeten za delovanje Tongat Alija. Je pa verjetno učinek zaradi tega, ker se poviša sekrecija luteinizirajočega hormona, skoraj mi je ratalo prav povedati, kar pa pol lahko stimulira nadledvično žlezo, da se iz ledigovih celic pol sprosti več testosterona. Ta teorija se mi zdi glih zaradi tega tudi toliko bolj verjetna, ker se v določenih študijah kaže, da nima vpliv na noben drug hormon, ko pa sam na testosteron, pač suplementacija s Tongat Alijom. Tako da, v glavnem bom delil odspod mehanizem, pa si lahko vsak pogleda link. Ok, in zdaj imamo tule še četrto študijo. Teda študija mi je bila pa spet ful všeč, edino ima eno veliko pomanjkljivost in sicer po mojem mnenju, da je bila ful kratka. Bila je dvojno slepa s placebom kontrolirana študija, ki je trajala 2 tedna. Bila je pa narejena na zdravih in mladih moških, kar je super pomembno. Zdaj študija ni bila glih randomizirana, sicer randomizirano so izbrali prvo polovico moških, pa so pa probali enačiti ljudi po parih, da so bili si čim bolj podobni iz vidika konstitucije, iz vidika starosti. Pač dejansko so pol na koncu dobili kar homogene pare, kar je bilo na koncu pol tudi, glede na to, da ni bilo glih čisto randomizirano, je bilo kar v redu. Zdaj naredili so 2 skupini, v vsaki je bilo 36 posameznikov, stari so bili pa med 20 pa 28 let. Se pravi, dejansko mladi posamezniki, kjer načeloma so nivoji testosterona, predvsem pa nasploh hormonov, kar visoki. Zdaj prejemali so pa ali placebo, ali pa 600 mg Tongat Ali na dan v roku pač 2 tednov. Malo neki so se osredotočili tudi na analizo njihove prehrane, kjer so mogli izpolniti vprašalnika, so 24 ur nazaj jedli. Zdaj, vprašalniki so manj kvalitetni, zaradi tega, ker pač ljudje se ne spomnimo nazaj, kaj smo jedli, še posebej vprašalniki, tako so za epidemiološke raziskave, ko te vpraša, kolikrat na leto ješ to. To je še kar bullshit, ker to se pač ne spomnimo, ampak za 24 ur nazaj načeloma se spomnimo. Tako da, tudi če je bil vprašalnik, je bilo mogoče malo bolj realno, kot pa oni klasični vprašalniki za 1 mesec nazaj. Se pravi, to pa dobili so tudi navodilo, da niso smeli imeti spolnih odnosov ali pa kakršnekoli, pač uživanja kakršnihkoli drog pred merjenjem oziroma pred odvzemom krvi. 14 ur pred odvzemom krvi. Kri so dali pa samo 2-krat in sicer na začetku, da so vzpostavili baseline, pa pol še na koncu, da so vzpostavili oziroma da so videli, kaj se je zgodilo z parametri, ko so jih pol opazovali. Zdaj, pri tej skupini oziroma pri tej študiji je bila antropometrija spet ocenjena s pomočjo električne bipedance, pa stadiometra, ampak sej to sem že prej povedal, kaj je fora električne bipedance, da to že vemo. V osnovi so pa na začetku, tako sem rekel, med parom so bili zelo homogeni pari, ni prihajalo do signifikantnih razlik v starosti, ne v telesni teži in ne v procentu maščobe ali pa puste mišične mase. No in zdaj rezultati. Tule so bili pa rezultati, ko v bistvu po mojem mnenju še bolj kažejo na to, da Tongat Ali je lahko dober supplement, predvsem za moške oziroma nasploh za ljudi, ki se srečujejo z nizkimi nivoji testosterona.
V prvi vrsti se je pokazala signifikantna razlika v skupnem testosteronu. Tudi skupni testosteron ni tako pomemben, ampak tudi je pomembno za izvedika te študije. Ampak se je pa pokazala samo v skupini, ki je imela Tongkat Ali. In sicer za 15% višji testosteron je bil prej. Dvignil se je pa iz 8,2 nanograma na mililiter na 9,24 nanograma na mililiter. Pokazala se je tudi signifikantna razlika v prostem testosteronu, ki je bila pa še večja. Tu je bila pa za 34% višja, oziroma tu so bili za 34% višji nivoji prostega testosterona v skupini, ki je imela Tongkat Ali. To je pa zdaj ful pomembno, zaradi tega, ker prosti testosteron je tisti testosteron, ko ga dejansko naše telo lahko uporabi za anabolne vidike, pač progresije mišic ali karkoli. Pokazalo se je tudi, da je imela suplementacija z Tongkat Alijem tudi signifikantno učinek na estradiol, ki je bil višji za 30%. Zdaj tu, to je pa tisto, kar sem že prej rekel, se pa po mojem mnenju je zanimivo, da se niso pokazale nobene signifikantne razlike v nivojih LH-ja, FSH-ja in SHBG v nobeni izmed skupin. Ne v placebo, pa ne v Tongkat Ali. To pomeni, da dejansko Tongkat Ali verjetno vpliva samo z nekim mehanizmom samo na nivoje testosterona, oziroma na nivoje testosterona in estradiola, ko sta itak pol povezana, zato ker se veže, pa sprosti, pa levo pa desno. V glavnem, kaj bi lahko zdaj iz tega zaključili? Zdaj, kar sem jaz prej gledal, so se študije med 2014 pa 2019 so kazale, da v suplementaciji, pač ko suplementiramo Tongkat Ali pri zdravih, mlajših posameznikih, tako je bila na primer ta skupina, se do zdaj v literaturi ni pokazalo signifikantnih razlik v vplivu pač na testosteron. In zato pač meni ni bil neki zanimiv. Ampak tam so uporabljali doze maksimalno do 400 mg na dan. Zdaj, tule se je pa uporabljala doza 600 mg dnevno in tule je bila pokazana signifikantna razlika. Zdaj, spet tak, več študij kaže, da razlike niso signifikantne pri mladih pa zdravih posameznikih. Teta je ena študija, ko je po mojem mnenju kar kvalitetna, ki kaže razlike in to signifikantne, predvsem iz vidika prostega testosterona, ampak spet, zdaj zaradi ene študije ne bomo zavrgli vseh unih med leti 2014 pa 2020 ali 2019, ampak mislim, da se giba trend v to, da lahko tudi pri zdravih posameznikih Tongkat Ali pomaga, ampak v manjši meri seveda, ko pač pri posameznikih, ko so starejši ali pa ko pač imajo kakršnekoli težave. Ampak očitno ima nek vpliv, če je tudi doza ta prava. Ok, no in zdaj imamo na koncu pač eno metaanalizo, zdaj ne bom se spuščal v metaanalizo še za dodatne študije, zaradi tega, ker mislim, da bo tudi video dolg že 40 minut, ampak so izbrane tudi študije, netko sem jih omenil, pa še ene par, bom tule ga itak delil sliko, ampak lahko načeloma isto zaključim, ko so zaključili tule na koncu pač raziskovalci, da je Tongkat Ali zelo nenevarna substanca. Jaz bi edino poudaril za stranske učinke, tule sem si jih zapisal, kjer bi pazil oziroma se bi prej z zdravnikom posvetoval, če bi Tongkat Ali lahko pač suplementiral, če se ljudje srečujejo z rakom prostate, oziroma če so ga že imeli, ali pa če imajo višje tveganje, pol, če imamo apneo, oziroma apneo, ne vem, kako se naglasi, pol imamo ženske, če imajo raka na prsih, oziroma potencial za raka na prsih, če imamo kakršnokoli stanje iz vidika bolezni ledvic, če imamo diabetes, pa če imamo kakršnokoli potencial za za kakršnokoli povezavo oziroma za stanje za srčno-žilno obolenje, oziroma predvsem kako srčno kap ali pa kaj takega, ali pa če smo imunosupresirani. Zdaj, če imamo kakršnakoli zdravila, da nam dvigujejo imunski sistem, kakšne imunoglobuline ali pa karkoli, tu se bi jaz vse posvetoval z zdravnikom, ker še vseeno ima vpliv na testosteron oziroma na nivoje hormonov, teda tu pač mogoče bodimo malo pazljivi. Ampak nasploh je pa tako, kot sem rekel, pač moškim in ženskam, predvsem moškim in ženskam, ki se srečujejo z kakršnokoli problemom pri erektilni funkciji, oziroma če se srečujejo z erektilno disfunkcijo, ali pa če imajo, tako sem prej rekel, Adam sindrom, se pravi upad, s starostjo upad androgenih hormonov, tule jaz mislim, da skoraj že ne moramo več reči, da Tongkat Ali ne bo koristo. Pol imamo pa pač zdravo populacijo, pri zdravi populaciji je pa zdaj tak načeloma, je moje mnenje, da se literatura nagiba v tisto smer, da tudi če so zdravi mladi posamezniki, lahko imajo korist od Tongkat Alija iz vidika testosterona,
ampak mora biti doze vsaj 600 mg dnevno. Še vseeno bi pa jaz v prvi vrsti, preden se kar naenkrat odločimo za suplementacijo, tako je za kakršenkoli drug prehranski dodatek, tako je tudi zato, ker to ima pa še vpliv bolj na hormone, da si prvo porihtamo spanec, prehrano, gibanje pa opazovanje oziroma zaznavanje svetlobe. Če bomo te 4 stvari imeli porihtane, pa še vedno nivoji testosterona ne bojo na takem, ko bi si mogoče želeli, lahko pol probaš z Tongat Ali dodatkom, tudi če si zdrav posameznik, ker mislim, da ti lahko koristi. Ampak, še vseeno bo pa največji učinek imel vse te 4 stvari, ko sem zdaj rekel, se pravi spanec, gibanje, svetloba pa hranilna prehrana. Se pravi, Tongat Ali načeloma, po mojem mnenju, jaz mislim, da ima potencial tudi za zdrave, potencial ima ziher oziroma lahko pomaga ljudem, ki se že srečujejo z nekimi disfunkcijami in lahko vpliva na ravni hormonov oziroma na izboljšanje ravni hormonov pri zdravih, malo manj, pri ljudeh, ko imajo pa težave, pa ziher. Zdaj je pa edino potrebno še par študij narediti za to, da se to potrdi, se pravi še več randomiziranih s placebom študij, tako je bila ko je trajala samo 2 tedna na mladih, da se dlje cajta opazuje, tako je bila na primer 6-mesečna ali pa ko je isto 12-tedenska bila, te 2 študiji sta bile super. Pa bolj me zanima zdaj študija predvsem, da bomo ugotovili točen mehanizem delovanja, zaradi tega, ker zaenkrat so bolj kot ne še samo špekulacije za one 3, ko sem pa že prej rekel. Teda to je to. Dejansko me je Tongat Ali mogoče malo presenetil. Načeloma hype je še vseeno malo pretiran po mojem mnenju, ampak se pa kaže, da načeloma lahko dejansko izboljša ravni testosterona, predvsem prostega testosterona, kar je pa tudi pomembno. To je pa to. Upam, da vam je bil video všeč. Če kogarkoli kaj zanima oziroma se kdorkoli ne strinja s čem, v komentar, ne mi piše v zasebno, kritiko vedno sprejmem, pa pač probam popraviti. Teda, to je pa to. Se vidimo v naslednjem videu. Ajde.